Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, sem Anita Demšar in v Zavodu Pomni opravljam vlogo koordinatorke programov. Naš zavod je precej na novo ustanovljen, si pa prizadevamo, kot je rekla gospa, za nek celovit pristop k obvladovanju demence. Predvsem se mi osredotočamo na ozaveščanje, izobraževanje o demenci s poudarkom na preventivnem delovanju in pa zgodnjem odkrivanju. In to predavanje, ki ga boste danes poslušali, se bo osredotočilo predvsem na preventivo. Danes bi vam rada dala nekaj napotkov in informacij, kako lahko do nekega nižjega tveganja za demenco pridemo z ustreznim načinom življenja. Predavanje, ki ga boste poslušali, je v sklopu 6-mesečne kampanje, ki smo jo zagnali z začetkom aprila, v kateri bomo izvedli številne dogodke, se pravi, to so predavanja, delavnice, potem pogovorni večeri v sodelovanju z večjimi partnerji, ki so se naši kampanji tudi pridružili. Skupna točka pa je, se pravi, kako preidemo od nekega zavedanja problematike potem k ukrepanju. Več o sami kampanji, več o našem delovanju si lahko preberete tudi na naši spletni strani, to je www.pomni.si. Imate kontakt tudi na teh letakih, ki vam jih je moja sodelavka razdelila. Tako. Še preden začnem, bi vam pa okrog poslala še seznam za elektronski novičnik. Če bi se kdo želel vpisati, približno enkrat, dvakrat mesečno pošiljamo na vaš elektronski naslov razne informacije o možganih, o demenci in podobnem. Čisto poljubno, če kdo želi, se lahko vpišete. Ja, tako, no, pa bom začela s temle grafom. Na tem grafu je prikazana trenutna življenjska doba ob rojstvu v Sloveniji. Kot vidite, znaša okrog 82 let. To je že kar visoka starost, medtem ko če pogledamo nekje 60-70 let nazaj, je bila pričakovana življenjska doba, samo nekaj čez 65 let. To so pa ravno tista leta, kjer se naše tveganje da zbolimo za demenco bistveno poveča. In zaenkrat so ocene, da je v Sloveniji trenutno nad 43.000 bolnikov z demenco. Na celem svetu ta številka presega 55 milijonov. In tudi napovedi za naprej niso nič kaj optimistične. Do leta 2050 naj bi se te številke pravzaprav podvojile. Jaz verjamem, da o demenci veliko že veste, veliko se ozavešča, veliko se o tem pogovarja, ampak bi vseeno rada poudarila tiste ključne informacije in malo obudila znanje. Se pravi, demenca je sindrom. Demenca je skupek simptomov, za katerega je značilen izrazit upad umskih sposobnosti v večjih različnih kognitivnih domenah. To pomeni, da ne gre zgolj za težave s spominom, kot je mogoče tista prvi znak oziroma najbolj prepoznaven znak, ki ga enačimo z demenco, ampak se pojavljajo težave tudi v drugih domenah. Se pravi, lahko v jezikovnih sposobnostih, vidno-prostorski zaznavi, potem pri izvršilnih funkcijah, to pomeni težave pri načrtovanju, organiziranju, presojanju in pa tudi težave s pozornostjo. Da pa je izpolnjen pogoj, da govorimo o demenci, mora veljati tudi, da vse te težave pomembno vplivajo na naš vsakdanjik. Se pravi, ne gre za vsakršno pozabljanje, ampak nas pozabljanje skrbi takrat, ko to bistveno moti naše vsakodnevno delovanje.
Demenca je v veliki meri nevrodegenerativna bolezen, se pravi, gre za odmiranje živčnih celic kot posledica nevrodegeneracije. In kot posledica tega se pojavi tudi upad volumna možganovine. Na sliki lahko vidite na levi strani, kako bi v prerezu izgledali možgani zdrave osebe. Na desni strani pa so prikazani v prerezu možgani osebe z demenco. In vidite, da so možgani skrčeni. Zdaj imam za vas kar eno vprašanje. Ali veste, kakšna je razlika med pojmoma demenca in pa Alzheimerjeva bolezen? Prej obratno, bi lahko rekli. Ja, tako, res je. Se pravi, v nekem javnem diskurzu se te dva pojma še pogosto zamenjujeta oziroma se izmenjujeta, ampak to ni ravno čisto pravilno. Najlažje vam to razložim s tole sliko. Se pravi, demenca je tisti krovni pojem, demenca je simptom. Obstajajo pa različni vzroki, zakaj do demence pride. To so lahko različne bolezni ali pa tudi neka druga stanja. In Alzheimerjeva bolezen je zgolj ena izmed podvrst demence, zgolj eden izmed razlogov, zakaj do teh simptomov demence pride. Je pa Alzheimerjeva bolezen najpogostejša, predstavlja kar od 60 do 80% vseh demenc, zato tudi pogosto pride do tega zamenjevanja. Obstajajo potem tudi druge vrste demenc, na primer vaskularna demenca, ta ima bolj žilni izvor, gre za skupke manjših kapi, ki prizadenejo naše žile v možganih in kot posledica tega potem pride do tega propada celic in navzven do simptomatike demence. Poznamo še frontotemporalno demenco, ki prizadene tale sprednji, čelni reženj, tudi demenco z Levijevimi telesci je ena bolj taka posebna, pa tudi druge oblike so. Zelo pogosta je pa tudi demenca mešanega tipa, ki nekako vsebuje simptomatiko večjih različnih demenc. Da ponovimo še zgodnje znake, na katere je pomembno biti pozoren pri sebi in pa tudi pri drugih. Kot rečeno, pojavlja se neka pozabljivost, ki vpliva na vsakodnevno delovanje. To se lahko izkaže kot to, da oseba ponavlja določena vprašanja, ponavlja opravila, ker se ne spomni, da jih je že opravila. Lahko se to izkaže tudi kasneje kot iskanje, izgubljanje stvari, tudi zalaganje stvari na čudna mesta ponavadi. Pojavljajo se težave pri komuniciranju, se pravi pri jezikovnih sposobnostih. Oseba na primer zelo išče besede, težko se izrazi, uporablja več sinonimov, ali pa kasneje že njen govor zveni tako čisto prazno, monotono. Včasih se pa to lahko izkaže tudi to, da oseba ne razume, kaj ji mi želimo sporočiti, se pravi, ne razume neke rdeče niti naše pripovedi. Potem se pojavlja lahko nezmožnost načrtovanja in pa reševanja problemov, neka vsesplošna zmedenost in dezorientacija. To pomeni, da se oseba več ne znajde v času in prostoru, da pozablja, katerega datuma smo, katero leto je. Lahko se tudi gre nekam, pa pozabi, kako je tja prišla oziroma ne zna domov. Pojavlja se tudi nezmožnost presoje in organizacije, predvsem se to kaže kot to, da samo moment, se opravičujem.
Se pravi nezmožnost presoje in organizacije. To pomeni, da oseba v določenih situacijah ne zna več presoditi, kako bi se bilo primerno vesti. Pojavljajo se potem tudi spremembe razpoloženja in pa osebnosti. To se na eni strani lahko kaže kot pretirana razdražljivost, na drugi strani pa kot neka apatičnost oziroma lahko tudi depresivnost. S tem povezan je potem tudi pogost umik iz družbe, se pravi oseba se začne umikati iz družbe, umikati iz socialnih stikov. Pa kot že omenjeno, neke težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil. To pomeni, da si na primer ne bi več znali umiti zob ali pa pripraviti skodelice čaja, nekaj, kar ste prej čisto rutinsko počeli. Tako, zdaj pa se osredotočimo na glavno tematiko današnjega predavanja, to pa so dejavniki tveganja za razvoj demence. In imam za vas spet eno vprašanje, kateri izmed naštetih ni dejavnik tveganja za demenco? Tako, ja, res je. Od obsega glave ni odvisno, ali bomo za demenco zboleli ali ne. Vsi ostali našteti pa do neke mere lahko vplivajo na povečano tveganje. In dejavnike tveganja lahko razdelimo v dve večji skupini. Ena so tisti dejavniki, ki so izven našega nadzora, na katere nimamo vpliva. Potem pa so tu še dejavniki, na katere pa lahko vplivamo. Zdaj, dejavniki, ki so izven našega nadzora, so večinoma tile trije. Verjetno je še kakšen, ki ga sploh ne poznamo, ampak zaenkrat so tile najbolj glavni. Prvi je starost, se pravi starejši kot smo, večja je naša verjetnost, da za demenco zbolimo. Potem je tu genotip. To je genetski dejavnik, to pomeni, da če imamo v bližnji družini, v ožji družini koga, ki je zbolel za demenco, se naše tveganje poveča za 2-krat. Ožja družina pa se smatra starši, bratje, sestre. In pa spol. Ženske zbolevajo v nekoliko večji meri kot moški, vendar to ne pomeni, da moški ne morejo zboleti. Seveda, tudi absolutno, ampak ni pa to edini dejavnik, ki prispeva k temu. Je pa eden izmed njih, lahko, sigurno. Potem pa se tukaj vprašamo, ali imamo možnost nadzora, in k sreči je odgovor pritrdilen. Obstaja kar nekaj dejavnikov, na katere pa do neke mere lahko vplivamo z nekim ustreznim, prilagojenim načinom življenja. In ti dejavniki so našteti tukaj na tejle grafiki in kot vidite, se raztezajo vse iz mladosti preko srednjih let in kasneje tudi v pozna leta. Se pravi, v vseh obdobjih življenja lahko nekako pripomoremo k temu, da si zmanjšamo tveganje za demenco. Zdaj to, kar bom danes naštevala pod vsakim dejavnikom, so izsledki večjih študij, se pravi, ne gre zgolj za izsledke ene študije, ampak gre za povzetke večjih študij, ki so pokazale enako. In kot vidite, lahko z naslavljanjem teh dejavnikov, ki so pod našim nadzorom, za kar 40% znižamo naše tveganje za demenco. 60% je pa tistega neznanega tveganja, ki je pokrito s prejšnjimi 3 dejavniki in pa še kakšnim, ki ga sploh ne poznamo. Za konec pa bom omenila še 2, ki trenutno uradno še nista na tem seznamu dejavnikov tveganja, ampak se zelo dobro povezujeta z večino naštetih v tej meri, da lahko
ali zavirata ali pa pripomoreta k nekemu nižanemu tveganju. To sta spanec in prehrana in na koncu bom par besed namenila tudi tema dvema. Tako, pa kar začnimo s prvim dejavnikom. To je umska aktivnost v mladosti, srednjih letih in pa starosti. Zdaj glede na študije se kaže, da je višja izobrazba, ki jo pridobimo v otroštvu, nek dejavnik, ki zmanjšuje tveganje za demenco. Ker pa smo že vsi nekako iz tega obdobja formalnega šolanja, je treba poudariti, da lahko veliko storimo tudi v srednjih letih in pa v starosti. Predvsem tukaj ciljam na tako imenovano vseživljenjsko izobraževanje. Kaj to pomeni? To so lahko zelo različne stvari. Lahko so to potovanja, družabni izleti, igranje glasbil, ukvarjanje z umetnostjo, tudi fizična aktivnost do neke mere spada v to kategorijo. Lahko pomeni to branje, govorjenje tujega jezika, se pravi vse, česar se človek nekako uči na novo. In vseživljenjsko izobraževanje prispeva k vzdrževanju umskih sposobnosti in krepi našo umsko rezervo. Umska rezerva je termin za vse sposobnosti, ki smo se jih nabrali tekom življenja, ki našim možganom omogočajo normalno delovanje tudi takrat, ko so možgani že lahko poškodovani ali zaradi nevrodegeneracije ali pa zaradi starostnega upada. Tukaj je izpisana tudi višja starost upokojitve. To ne pomeni, da spodbujam kakšno zelo dolgo delovno dobo, ampak to pomeni, da nekako je smiselno, da smo čim dlje časa aktivni. Se pravi, tudi potem, ko preidemo v pokoj oziroma ko se upokojimo, da poiščemo drugačne načine, da ostajamo aktivni. Potem pa, kar se tiče nekih ponavljajočih umskih nalog, pogosto se kdo pohvali, da na primer rešuje križanke vsak dan, rešuje sudoku vsak dan. To je sicer dobro, ampak se take naloge zaenkrat niso izkazale kot zelo učinkovite. To pa zato, ker se enostavno možgani na to navadijo in jih je potrebno izpostaviti nekim novim izzivom, ker to prav na strukturni ravni vnaša v možgane nove povezave in pa tudi krepi obstoječe. Tako da to je tisti varovalni dejavnik, ki nam omogoča, da smo tudi v starosti dobro funkcionalni. Potem je tukaj en zanimiv dejavnik, na katerega ne pomislimo takoj na prvo žogo, in sicer je to okvara sluha. Kaže se, da celo neke manjše okvare sluha lahko na dolgi rok povečajo tveganje za razvoj demence pri sicer zdravih posameznikih. In ta dejavnik je pravzaprav zelo močan oziroma izjemno pomemben. To pa zato, ker je pogostost okvare sluha nad 55 letom kar 32%. Se pravi, v populaciji je okvare sluha zelo veliko, zato je tudi tveganje na ta račun večje. Mehanizmi, zakaj do tega pride, so različni. Eden je pomanjkanje mentalne stimulacije. To pomeni, da možgani ne prejmejo dovolj dražljajev, predvsem tistih povezanih z zvokom, z govorom, in na ta račun pride do sprememb v funkciji in pa strukturi možganov. Lahko se to kaže tudi kot to, da se pravi, ko oseba slabše sliši,
se bolj napreza, da bi slišala ta popačen zvok in je zaradi tega povečano neko umsko breme, ki ga morajo možgani opravljati. Še en mehanizem pa je to, da neka okvara sluha vodi v manj kvalitetne socialne stike. Ker oseba ne sliši dobro, se prej ali slej začne umikati iz družbe, kar pa je že samo po sebi tudi dejavnik tveganja za demenco, ki ga bom naslovila tudi v nadaljevanju. Je pa pri tem dejavniku ena pozitivna stvar, in sicer uporaba slušnega aparata zmanjša naše tveganje za demenco, ki ga pridobimo zaradi slabega sluha. Tako da naj bo to nek prijazen opomnik, če slučajno potrebujete slušni aparat ali če ga boste kdaj potrebovali, ga kar s pridom uporabljajte. Naslednji dejavnik, na katerega bi opozorila, je poškodba glave. Kaj smatramo kot poškodbo glave? Ločimo blage in pa hude poškodbe. Kot blaga je ponavadi nek pretres možganov, za hudo obliko pa velja ali zlom lobanje ali odteklost možganov ter različne poškodbe ali krvavitev možganov. In to tveganje za demenco se povečuje z resnostjo in pa pogostostjo teh poškodb glave. In ta dejavnik se povezuje tudi z Alzheimerjevo demenco z zgodnjim nastopom. To je tista, ki jo razvijemo pred 65. letom starosti. In k tej demenci so precej nagnjeni kakšni športniki, ki se ukvarjajo z zelo grobimi športi. Ali je to boks, ameriški nogomet, tudi evropski nogomet zna biti zelo grob s kakšnimi udarci v glavo. In tudi zgolj ena zanimivost, boksar Muhammad Ali je tudi začel kazati znake demence že precej zgodaj, mislim, da nekje okrog 40. leta, ravno na račun teh konstantnih udarcev v glavo. Kaj lahko vsak posameznik stori, da se poškodbam glave izogne? Zagotovo, če gre za neko nezgodo, ne moremo preprečiti vsega, je pa pomembno, da če se ukvarjamo s kakšnimi bolj tveganimi dejavnostmi, da takrat uporabljamo čelado. Lahko gre to za športe, pri smučanju, kolesarjenju ali pa za kakšna čisto običajna opravila okrog hiše, na primer za obrezovanje drevja, ponavadi malo na višini, ki je zelo pogosto nek vir padcev pri starejših in posledično tudi lahko poškodbe glave. Naslednji dejavnik je prekomerno uživanje alkohola. Tudi ta dejavnik se povezuje z demenco z zgodnjim začetkom, pred 65. letom. In kaj smatramo za prekomerno pitje? Gre za pitje več kot 21 enot tedensko. Za eno enoto se šteje 1 deciliter vina, 2,5 decilitra piva ali pa 0,3 decilitra žgane pijače oziroma enošilce, ponavadi to imenujemo. Mehanizmi, zakaj se prekomerno uživanje alkohola in pa demenca povezujeta, so različni. Eden je, da je alkohol za možgane toksičen, se pravi, po domače rečeno strupen, neugoden. Potem zaradi zlorabe alkohola prihaja do pomanjkanja vitamina B1, to je tiamin, ki ga sicer z neko uravnoteženo raznovrstno prehrano vnesemo sami v telo v dovoljšni meri, vendar pa kot posledica zlorabe alkohola se ta
se ta vitamin ne more ustrezno pretvarjati v obliko, ki bi ga možgani lahko uporabili za njihovo ustrezno delovanje, in kot posledica tega prihaja potem do različnih bolezni možganov, med drugim tudi do demence. Se pa prekomerno uživanje alkohola pogosto povezuje potem tudi z nekimi drugimi nezdravimi navadami, kot na primer, da se zraven še slabo prehranjujemo in pa, da smo premalo fizično aktivni. Povišan krvni tlak. Kaže se, da je nek neprestano povišan krvni tlak v srednjih letih povečan s povišanim tveganjem za pojav demence kasneje v poznem življenju. In to tveganje se poveča, če imamo potem tudi v poznejšem življenju še vedno povišan krvni tlak. Spet nek mehanizem, da lažje razumemo, zakaj do tega pride. Se pravi, kot posledica povišanega krvnega tlaka prihaja do poškodbe žil v možganih in s tem do slabše preskrbe možganov s kisikom. Zaradi tega naše možganske celice odmirajo in to se navzven kaže potem kot simptom demence. Kaj lahko storimo? To, da se trudimo ohranjati krvni tlak nekje pod 130 že od 40. leta naprej. To lahko storimo z nižjim vnosom soli ter pa ustrezno fizično aktivnostjo. Je pa pomembno pri tem poudariti tudi, da če imamo predpisana zdravila za zniževanje krvnega tlaka, da je tudi zelo pomembno, da jih jemljemo, ker so zelo učinkovita pri opravljanju svoje naloge in na ta račun lahko rečemo, da so to pravzaprav zaenkrat edina zdravila, ki jim lahko pripišemo ta preventivni učinek tudi pri demenci. Naslednji dejavnik, ki bi ga rada omenila, je debelost. Tukajle na desni v zelenem oblačku imate izpisan indeks telesne mase. To je neka antropološka mera, ki nam sporoči prehranjenost našega telesa. Se pravi, na podlagi tega izračuna lahko vemo, ali smo podhranjeni, ali smo ustrezno hranjeni, ali pa mogoče že prehranjeni. In ta se izračuna tako, da našo telesno maso v kilogramih delimo s telesno višino v metrih na kvadrat in potem dobimo neko številko. In zdaj, če je ta številka nekje med 25 do 30, temu rečemo prekomerna teža, če pa je nad 30, govorimo o debelosti. In glede na študije se je izkazalo, da predvsem debelost, ne toliko prekomerna teža kot debelost, v srednjih letih poveča tveganje za razvoj demence potem v starosti. In zdaj tole bolj kot ne zanimivost iz ene študije se je izkazalo, da izguba 2 kilogramov pri osebah, ki so bile prekomerno težke ali debele, je bila povezana z znatnim izboljšanjem spomina in pa pozornosti. Kar želim s to zanimivostjo sporočiti, je to, da včasih si kdo reče: joj, sem prekomerno težek, zdaj moram izgubiti čisto vse te prekomerne kilograme, da bom užival neko korist pri svojem zdravju. Lahko vidite, da zelo pripomore pravzaprav tudi izguba kakšnega kilograma, 2, 3. Tako da lahko je to motivacija za izgubo teže. Debelost se povezuje seveda tudi zelo pogosto z razvojem sladkorne bolezni tipa 2, ki je tudi sama po sebi dejavnik tveganja za demenco. In bom nekaj več o njej tudi povedala.
se pravi zgolj kot neka ponovitev. Obstajata dva tipa sladkorne bolezni. Eden je tip 1, ki je avtoimunska bolezen, pri kateri telo ne proizvaja inzulina. In ta tip bolezni se razvije v otroštvu ali najstništvu. Potem pa je drugi tip bolezni, tip 2, ki ga spremlja odpornost telesa na inzulin. Se pravi, naše telo inzulin proizvaja, vendar ta ne more ustrezno delovati, da bi zniževal nivo glukoze v krvi. Ta tip se pojavlja v odrasli dobi in ta tip je tisti, ki povečuje tveganje za pojav demence vseh vrst. Potem pa zdaj se v teh poročilih znanstvenih študij pojavlja tudi že neka nova terminologija, in sicer je govora o sladkorni bolezni tipa 3 ali možganskemu diabetesu. To pa zato, ker se sladkorna bolezen tipa 2 in pa nek kognitivni upad umskih sposobnosti precej tesno povezujeta. Zakaj do tega pride? Odpornost na inzulin v možganih naj bi pripomogla k tvorjenju nevrofibrilarnih pentelj in odmiranju celic. Se pravi, nevrofibrilarne pentlje so neke beljakovine, ki se kopičijo v večji meri, kot bi se smele, in zaradi tega pride do tega odmiranja celic. Potem pa se sladkorna bolezen tipa 2 seveda povezuje tudi z debelostjo, s povišanim krvnim tlakom, povišanim holesterolom ter pa tudi srčno-žilnimi boleznimi, kar pa vodi potem v poškodbe žil in neka kronična vnetja tudi v možganih. Kar se tiče zdravil za sladkorno bolezen, nekatere izmed študij nakazujejo, da naj bi jemanje metformina zmanjšalo tveganje za demenco. Metformin je neka učinkovina, ki se uporablja ki je v zdravilih za sladkorno bolezen, vendar pa te zaključki še niso složni in je potrebno na tem področju izvesti še več raziskav. Nekaj besed o kajenju. Jaz mislim, da se vsi strinjamo, da je kajenje neka nezdrava navada, ki zagotovo ne prinaša nekih koristi našemu zdravju. Je pa pomembno omeniti, da je kajenje tudi zelo zasvojljivo in je pravzaprav zelo težko prenehati s kajenjem, ko enkrat kadimo. Več ko kadimo, večje je naše tveganje, da za demenco zbolimo. Spet je tukaj več možnih mehanizmov. Preprosto zato, ker to povečuje naše tveganje za diabetes, srčno-žilne bolezni in pa tudi možgansko kap, ki vse prispevajo k nekemu povišanemu tveganju. Potem zaradi kajenja prihaja do slabše preskrbe možganov s kisikom, zaradi česar potem spet celice lahko odmirajo. In pa tudi ena možna razlaga je tudi oksidativni stres. Oksidativni stres je pravzaprav prispeva k temu, da naši antioksidanti, ki pravzaprav nekako izplavljajo škodljive produkte metabolizma iz naših možganov, ne zmorejo opravljati vsega tega dela, ker je preprosto škodljivih produktov več, kot je antioksidantov. Zelo pomembno je izpostaviti tudi problematiko pasivnega kajenja. Na svetu naj bi bilo pasivnemu kajenju izpostavljenih 35% odraslih nekadilcev in pa 40% otrok. Tako da tudi, če sami ne kadimo, če smo pogosto v družbi ljudi, ki kadijo, nam tudi to povečuje tveganje za različne bolezni, med drugim tudi
za demenco. Je pa pomembno omeniti, da je smiselno opustiti kajenje tudi kasneje v starosti, ker se na ta račun naše tveganje zniža, zmanjša. Nekaj besed o depresiji. Zdaj, depresija je vsekakor povezana z večjim tveganjem za pojav demence, vendar narava te povezave ni še čisto jasna. Se pravi, ne ve se, kaj od tega je zares vzrok in kaj je posledica. Se pa kaže, da če imamo v srednjih letih neko simptomatiko depresije, lahko to poveča potem naše tveganje, da v starosti zbolimo za demenco. Če pa razvijemo depresijo kasneje v starosti, imamo največje tveganje v tistem prvem letu po diagnozi, in sicer kar za 15-krat se poveča naše tveganje. Depresija je tudi ena izmed možnih razlag, zakaj je tveganje za demenco pri ženskah povečano, zakaj je več demence pri ženskah. Je pa potrebnih tudi več raziskav, ki bi potrdile, da neko učinkovito zdravljenje depresije zares potem zniža naše tveganje za demenco. Zdaj, kar se zaenkrat pri zdravljenju depresije kaže kot najbolj učinkovito, je neko kombinirano zdravljenje. To je tisto, ki kaže neke najbolj pozitivne rezultate. To je zdravljenje z zdravili, potem pa zraven tudi nek prilagojen način življenja z ustrezno prehrano, spanjem, fizično aktivnostjo in pa mogoče dodajanjem različnih vitaminov. Potem še en precej pomemben dejavnik tveganja, ki sem ga danes že malo nakazala, to je pomanjkanje socialnih stikov. Socialni stiki delujejo kot zaščitni faktor, ker nam povečujejo umsko rezervo, ki sem jo danes že omenila, se pravi vse tiste sposobnosti, ki smo si jih nabrali tekom celega življenja, ki nam omogočajo, da so naši možgani čim dlje časa polno funkcionalni, in pa seveda spodbujajo tudi neka koristna vedenja, ki potem nižajo tveganje že za prej omenjene dejavnike. Samski oziroma ovdoveli ljudje imajo v primerjavi s poročenimi oziroma ljudmi v daljših partnerskih odnosih povečano tveganje za razvoj demence. Zato je zelo pomembno, da krepimo socialne stike že tekom celega življenja, da imamo čim več socialnih stikov že v mladosti, že v srednjih letih in seveda tudi kasneje v poznem življenju, ker nam to izboljša kognitivno funkcijo. Kaj lahko v tem primeru naredimo zase? To, da ohranjamo stike s prijatelji, z družinskimi člani, da sodelujemo v lokalnih skupnostih. Zelo dober primer je udejstvovanje na takih dogodkih, se pravi predavanjih, delavnicah, karkoli imate organizirano pod okriljem Univerze za tretje življenjsko obdobje ali pa čisto neke ločene stvari. Lahko se udejstvujete tudi v prostovoljnem plačanem delu, pravzaprav karkoli, da ste čim več v družbi, da imate čim več socialnih stikov. Kaj pa lahko naredimo za druge? Predvsem tukaj mislim osebe, ki so mogoče v domovih za ostarele ali pa na domu, ki ne zmorejo več same v družbo, je to, da se pravi, da obiskujemo prijatelje, svojce in na tak način pripeljemo te zelo pomembne socialne stike, to družbo k njim. Še en zanimiv
dejavnik, na katerega tudi marsikdo ne pomisli, je onesnaženost zraka. Onesnaževalci v zraku pospešujejo nevrodegenerativne procese v možganih, se pravi pospešujejo to, da naše možganske celice propadajo. Kot glavni viri teh onesnaževalcev se kažejo promet, potem individualna kurišča ter pa termoenergetski objekti, ki uporabljajo fosilna goriva. In povečana pojavnost demence je bila zaenkrat povezana z visoko koncentracijo dušikovega dioksida, potem s trdnimi delci izpušnih plinov prometa ter delci zaradi kurjenja lesa v stanovanjskih objektih in pa tudi ogljikovim monoksidom. Neka možnost osebnega nadzora nad izpostavljenostjo je pri tem dejavniku bolj majhna, se pravi vsak posameznik ne more kaj dosti storiti pri tem. Je pa zelo pomembno, da se na ravni družbe začnemo o tem bolj pogovarjati in nekako začnemo bolj regulirati tudi onesnaževalce. Kar pa lahko posameznik stori, je mogoče to, da včasih, ko slišite pri vremenski napovedi, da bo mogoče ozračje bolj obremenjeno z na primer s trdimi delci oziroma drugimi onesnaževalci, da takrat ostanete tisti dan ali dva raje v zaprtih prostorih. Tako, zdaj pa še nekaj o telesni aktivnosti oziroma na drugi strani neaktivnosti. To, da smo fizično aktivni, ima ugodne vplive tako na naše miselne sposobnosti, kot na neko splošno funkcionalnost. Zdaj, ta vpliv na naše miselne sposobnosti ni tako zelo velik, zato bi raje poudarila neko splošno funkcionalnost, ki pa je predvsem pomembna tudi za osebe, ki demenco že imajo, se pravi za bolnike z demenco. To pa zato, ker jim neka fizična aktivnost omogoča preventivo pri padcih, potem neko uravnavanje ravnotežja, da imajo boljše ravnotežje, izboljšuje tudi razpoloženje ali depresivne simptome. Zato je smiselno, da so tudi osebe z demenco še vedno fizično aktivne. Seveda vse v skladu s svojimi zmožnostmi, ampak vsekakor se spodbuja neka mera fizične aktivnosti, tudi zato, ker se jim na ta račun krepi kostna masa, ohranja mišična masa in to je tisto, kar pravzaprav prispeva k neki tej splošni funkcionalnosti. Mehanizmi te povezave, telesna neaktivnost se povezuje z drugimi dejavniki tveganja, ki sem jih že omenila, se pravi z debelostjo, sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom. Na drugi strani, če pa smo dovolj fizično aktivni, to poveča nevrogenezo v naših možganih, to pomeni prav nastajanje novih možganskih celic in pa izboljšuje tudi pretok krvi v možganih. To pomeni, da naši možgani potem prejmejo tisto ustrezno količino kisika, ki ga nujno potrebujejo za normalno delovanje. Katera vadba se najbolj priporoča? Poznamo več tipov fizične aktivnosti. Na eni strani na primer aerobna aktivnost, to je tek, kolesarjenje, hitra hoja, plavanje. Na drugi strani pa so to lahko treningi moči oziroma treningi z določeno obremenitvijo, z utežmi. In priporoča se predvsem neka kombinacija tega, se pravi, da nekako združimo oboje. Težavnost, ki se priporoča, je neka zmerna do visoka. To pomeni, da pogosto nek sprehod po ravnem ne zadostuje,
ampak je potrebno na primer hoditi v hrib, toliko, da se vsaj malo spotimo, malo dvignemo srčni utrip in da se malo zadihamo. Trajanje nekje 45 minut zadostuje in tudi pogostost ni tako zelo pomembna, nekje od 2-krat do 5-krat tedensko. Se priporoča, da lahko vidimo neke koristne učinke na naše zdravje. Tako, zdaj za konec pa tista 2 dejavnika, ki zaenkrat nista uvrščena na ta seznam dejavnikov tveganja, ampak kot že omenjeno, pomembno ali podpirata ali pa zavirata neko splošno delovanje tako telesa kot možganov, zato jih tudi omenjamo. Za spanec je pomembna tako dolžina kot kvaliteta. Nek prekratek ali pa predolg spanec oba lahko povečata tveganje, da za demenco zbolimo. In sicer se za prekratek spanec šteje manj kot 5 ur na noč, za predolg spanec pa več kot 10 ur. Zraven so pogosto tudi kakšne motnje spanja, lahko je to nespečnost ali pa mogoče spalna apneja. Spalna apneja je neka motnja dihanja v spanju, ki nam za nekaj trenutkov pravzaprav prav nehamo dihati in za ta čas naši možgani ne prejmejo dovolj kisika. Hkrati pa to privede tudi do mikroprebujanj, se pravi vsakič, ko potem nekako pridemo do zraka, se pogosto prebudimo oziroma se prebudijo vsaj naši možgani in na račun tega potem čez dan nismo tako spočiti, ker ta naš spanec ni bil kvaliteten. Mehanizmi tega: prihaja do vnetja v možganih, lahko zaradi nalaganja spet teh amiloidnih beljakovin in pa tudi manj učinkovitega čiščenja. Spanec je zelo neka taka regenerativna dejavnost in če naš spanec ni primeren, če ni kvaliteten, prihaja do manj učinkovitega čiščenja oziroma izplavljanja teh škodljivih produktov iz možganov in na ta račun lahko potem pride do propada celic. Kar se tiče uspaval, zdaj neke študije navajajo, da so morda celo povezana z večjim tveganjem za nastanek demence, ampak tudi te zaključki še niso složni oziroma potrebujejo dodatne raziskave. Pa še prehrana. Največje koristi se kažejo pri neki mediteranski oziroma nordijski dieti. Zdaj, dieta v tem smislu ni mišljena kot neko omejevanje samo na določena živila, ampak bolj mislim na tip, na način prehranjevanja. Se pravi, pod mediteransko oziroma nordijsko dieto spadajo velike količine zelenjave, predvsem zelene, potem sadje, oreščki, semena, manj mesa, več rib, uporaba olivnega olja, manj nasičenih maščob. In spet ena zanimivost iz ene študije, kjer so gledali, se pravi, povezavo med kognitivnim upadom in pa količino zelenjave, ki so jo udeleženci pojedli. In nekje 1 do 2 porciji zelene zelenjave na dan so povezali z nižjim kognitivnim upadom. V narekovajih rečeno, kar za 11 let mlajše možgane smo si na ta način pridobili. Kjer pa mediteranska dieta kaže največje koristi, je pri bolnikih, ki imajo srčno-žilne bolezni. Še nekaj o prehranskih dopolnilih in preprečevanju demence. Zelo veliko je na trgu nekih prehranskih dopolnil, ki vam obljubljajo raznorazne učinke na izboljšanje spomina, koncentracije, še kaj drugega verjetno, ampak zaenkrat
je neko pomanjkanje dokazov o povezavi med temi dopolnili in pa preprečevanju demence. Tako, zdaj za konec še nek povzetek tega, kar sem danes povedala. Tale miselni vzorec imate tudi na teh izročkih, ki vam jih je Manca razdelila. Če še kdo nima tega lista, vam ga lahko še dam. Torej, kako ukrepamo? Tako, da skrbimo za možgane, za telo in pa da ohranjamo neke zdrave navade, ohranjamo in krepimo. Kaj to pomeni? Skrb za telo, da se trudimo preprečevati visok pritisk, nekje pod 130 je zaželeno, ter pa da uporabljamo zdravila za zniževanje krvnega tlaka, če so nam ta predpisana. Potem, da preprečujemo visok holesterol, debelost ter pa z njo povezana stanja, predvsem tukaj ciljam na sladkorno bolezen. Da se trudimo zmanjšati izpostavljenost onesnaženemu zraku in pa pasivnemu kajenju, ter da omejujemo pitje alkohola na manj kot 21 enot tedensko. Pomembno je skrbeti tudi za možgane, tako da povečujemo našo umsko rezervo, kot že omenjeno, z nekim vseživljenjskim izobraževanjem, mogoče govorjenjem tujega jezika, igranjem glasbila, potem družabnimi izleti. Lahko to za koga pomeni učenje uporabe računalnika, pametnega mobilnega telefona. Zdaj, zelo ena dobra aktivnost je ples, ki nekako združuje 3 pomembne komponente, se pravi neko učenje za možgane, ko se učimo plesnih korakov, potem je to hkrati tudi fizična aktivnost, ter pa ponavadi plešemo v družbi, se pravi, smo vključeni v družbo in ohranjamo socialne stike. Trudimo se preprečevati poškodbe glave, tako da uporabljamo čelado, če se ukvarjamo s kakšno bolj tvegano aktivnostjo. In pa če imamo okvaro sluha, uporabljajmo slušni aparat. Če zaznamo pri sebi neko depresivno simptomatiko, obiščemo osebnega zdravnika, da lahko ta sproži neko nadaljnjo obravnavo. Potem pa zdrave navade. To, da se prehranjujemo čim bolj kvalitetno, kot rečeno, neka mediteranska prehrana je lahko to poimenovano. Potem, da ohranjamo socialne stike, tole danes je super primer, da greste v družbo, da ste dejavni, ter da poskrbimo za kvaliteten spanec. To pomeni ne manj kot 5 ur in ne več kot 10 ur na noč. Če se le da, prenehajmo s kajenjem in pa, da smo fizično aktivni, vsaj nekje do spotitve. Tako, to je pravzaprav, kar se tiče predavanja, vse. Bi pa rada zdaj samo še omenila tole. Se pravi, zdaj v sklopu te kampanje 6-mesečne, ki sem jo omenila na začetku, bomo pod okriljem enega evropskega projekta, ki se imenuje Faraon in se zavzema za testiranje in uvajanje novih tehnologij, ki vzpodbujajo aktivno ter zdravo staranje. Bomo izvajali, se pravi, testiranja kognitivnih sposobnosti. Ta testiranja so se pričela zdaj v maju, še vedno pa se lahko do konca maja na to prijavite, če bi koga zanimalo. Se pravi, 100 brezplačnih mest za osebe med 60 in 90 letom starosti. Testiranja pa vključujejo 2 obiska in na vsakem obisku rešujete neke psihološke teste in pa na vas opravimo tudi BDI test, to je pa meritev
možganskega valovanja oziroma elektroencefalografska meritev. Več o tem lahko na naši spletni strani, tudi prijave so na naši spletni strani preko spletnega obrazca, tako da če koga to zanima, si lahko tam prebere več. Jaz bi se vam zahvalila za pozornost, upam, da ste izvedeli kaj novega in pa če imate kakšno vprašanje, se bom potrudila odgovoriti. Hvala.